Makaroni so noter, človek. Makaroni! Dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas v Pompejih, na jugu Italije, malo naprej od Neapla. Gremo gledati tisto, kar so, oziroma je zasul vulkan Vezuv 1000 let nazaj ali pa še več. Ko mi čakam danes, da vidimo, kva se bo kaj dogajalo, ker gremo zdaj pogledati si prvo Pompeje, pol gremo pa v Neapel in itak, kva bomo tam delali? Iskali pico. No, zdaj tam je vhod in to je obzidje, če je morsko obzidje, ker tukaj so ponovadi ladje parkirale. More je segel do sem in tukaj je bil vhod v mesto. Evo, to, kar vidite tle, to so pompejske hiše in vse so bile kvadratne. Tole je pa bazilika, največja bazilika v mestu Pompeju. Tukaj je bil senat antičnega sveta pa to. Tam, kakor vidite, to je Jupiterov oltar in tam so žrtvovali pač meso, izdelke, svašta Jupitru zaradi pač boljšega življenja letine. Zadaj je pa pač gora Vezuv, ki je tam visoko okoli 1000 metrov pa še več in leta 1979 je izbruhnil in pokopal vse skupaj, kar tukaj vidite. To, kar vidite, tle je tržnica in tle so prodajali meso, pač izdelke, zelenjavo, sadje, pa je bila oblečena v marmor in gor so bile freske. No, to tle so pa mavčni odlitki ljudi, ki so se zaprli v svoje kleti in so se zadušili od smrtonosnega plina, ki je nastajal ob izbruhu Vezuva. Vidiš, to je bila cesta in če si hodil čez cesto, so imeli zebre. Zebre so bili pa teli kamni tukaj in si hodil čez njih. In pa so smeti metali tukaj in ko je zapadel dež, je vse to skupaj odplaknili in so hodili po teh kamnih, da ne bi imeli mokrih gležnjev. No, to je bila pa odprtina oziroma glavni vhod v hišo in od vsako hišo je pisala beseda Have, ki je pomenila vstopite. A si predstavljaš, to vse tukaj, kar vidiš v zadnji, je bila ena bajta. Tukaj so noč živeli. Tukaj so imeli mozaik, pa so imeli kuhne, sobe za otroke, sobe za ženske, za druženje sobe, v zadnji pa so imeli vrt. No, tukaj se morate malo predstavljati, pa malo uporabiti domišljije, da so bile tukaj strehe nad njihovimi glavami. Tukaj je bila pa luknja, na katera je pač pronicala svetloba sem, da je vse skupaj se osvetlila. Evo, to je bil pa njihov vrt, kjer so se sproščali, poslušali glasbo, pa pil. Imeli so pa tu služabnike, brez katerih niso mogli živeti. A ja, pa te bajte niso imele oken, ki so gledale na ulico, zakaj, ker tam bil velik smrad, zaradi vseh odplak pa tega. Tako da so okna bila postavljena bolj na tej notranji strani. Pa ful so bili nori na 3D poslikave, katere so dali po stenah, tako da je bil občutek, da je ta prava oseba gor. Ta hiša, ki ste pa videli, se pa imenuje hiša Fauna. A veš ta ulica? Ta ulica je dvosmerna ulica. Kako so pa vedeli? Po teh 3 kamnih. Če pa več kamnov, je pa enosmerna. Te bajte tukaj so vse imele tudi svoje te oznake. Ena izmed oznak je bila pri glavi bivola ali pri glavi meduze in tako dejansko so vedeli, kje se dobiti, ko so se menili. Kaj te muči? Nisem si pogledala, pekarna bila. A res? Pojdi pogledat. Kaj pa so imeli noter, kaj so delali? Kruh in pekovske izdelke, ne? A res? To, ko imaš ti ful rad. Drugače so Pompejci bili kar dosti visoko izobraženi in oni so tudi ful radi izobraževali svoje sužnje, ker s tem so dobesedno vsi dobro živeli. Vi se morate zavedati, da so Pompeji bili pokopani pod ta pepel in dejansko od leta 1979 do 1700 pa še neki, noben živ bog ni vedel, da je tukaj bilo mesto. Po en slučajno kmet naletel s svojim plugom, je udaril v neki, najdel, mu je bilo zanimivo, pa je odnesel kralju, da pokaže, kaj so najdeli. In takrat se začelo odkopavati.
Takrat so pač primitivno odkopavali in so ful stvari uničili. No, pol čez nekaj časa je en ugotovil, da bi lahko mavc ulivali in pol so s tem mavcem dobesedno raziskovali in najdeli pač ljudi, stvari in vse, kar tukaj prikazuje. Zdaj vzad, tukaj imamo pa vstop v terme, kjer so se pač oni švicali. Evo, tukaj so se pa kopali. Evo, to so bile pa savne. Tukaj so se biznisi sklepali. Tukaj so se dobivali in so se pogovarjali, kva bojo naredili, ubijali, prodajali, menjali, karkoli. Se pravi, savna je bil družbeni dogodek. Ej, kva so rekli? Da so si najrevnejši lahko prvoščili terme enkrat na teden. A kolikrat se mi prvošimo? Jaz sem revnejša od najrevnejših Pompejčanov. Enkrat na 5 let. Ne vem, če veš, ampak Pompeji so bili eno veliko javno bordel središče. Dejansko tukaj je bilo to kurbo hausov, kot nekjer v rimskem cesarstvu. Zakaj? Zato, ker je ful mornarjev hodili sem in pač so prihajali, odhajali in da ne delajo sam non-stop, so rabili tudi potešitev. In dejansko so imeli pač bordele, po domač povedano kurban hause. Veš to tukaj? To je falus. Se pravi, to so bile privatne hiše, kjer so delale privat prostitutke. Recimo danes to je OnlyFans, ne? Drugače so pa imeli tele javne bordelne hiše, kjer so pa delale služnje. To je bila pa soba, kjer so pač obdelovali stranke. To so pa celo naredili tako, da malo dobiš predstave, kako je izgledala. Vsaka soba je imela pa pač napis oziroma sliko, kjero pozo v kjeri sobi uporabljajo. Dobra zadeva, glej, prideš tja, veš točno kaj dobiš, a ne? Danes pa kva, OnlyFans, pa ne veš kva dobiš. Pa veš, kva je še zanimivo? Zanimivo je, da so imeli tudi ogrevanje po zim. In sicer imeli so svinčene cevi, po katerih je tekla topla voda. Pač v kotel so pa greli z drvi. Mislim, halo, to je bilo 2000 let nazaj, pa so imeli svinčene cevi, ker zdaj vemo, da so nevarne. A ti veš, da so takrat tudi imeli volitve pa to in da so takrat tudi delali pač oziroma risali grafite. No, tukaj je en primer grafita, uporabljali so jih pa pač za volitve pa te fore, tako kot danes, ko uporabljajo panoje pa oglasne denske. Zdaj nam je vodička razložila, da to, kar vidite tle, je gledališče. Tukaj spod so pa živeli pač gladiatorji, imeli so živali in pač skladišča za vse njihove stvari. Kako je pa izgledalo včasih, ko si prišel na predstavo? Vzel si si plec, si se usedel in si užival v pač čemu so kazali. Večinoma so pa kazali itak rimske bitke. Drugač pa ta amfiteater je grškega porekla in so ga Rimljani pač obdržali, pač čist malo stvari dodali. Evo ga, vmes iz Pompejev, ko gremo v Napoli, smo se ustavili v enem selu Ercolani. Tam zadaj Vezuv, se pravi, to je vulkan. In zdaj, dokler čakamo, ko gre una skupina gor na Vezuv, jaz pač nisem šel, smo si rekli, da si malo ogledamo tukaj. In pač ti, ne vem, posledično misliš, da je neka plaža tukaj, da smo prišli dol. Vse je narejen industrijsko, razpada se, nekako je napol narejen, ni pač narejen za turizem, ampak smo najdeli eno plažico, ki je pa tukaj vzad in kar me je fasciniralo je to, da je pesek črn. Zakaj je pesek črn? Ja, logično, zaradi vulkana, ne, to je pač v bistvu lava, zdrobljena lava in pač nanaša vse dol do morja. Tako tem povedal, stari moj, ni mi bilo glih easy hoditi po teh ulicah. V bistvu tam mi gor, ko smo se ustavili pri Petrolu, neki njihovi, pa do dol do morja 2 km pa pol. Ok, tukaj ob cesti je cool. Ko smo pa prišli dol, pa so pa samo ulice usporedno. In je tako, sam si tam. In kaj mi prije v glavo? Ja, direkt oni skuteri pa motori, ki napadajo folk, ki kradejo torbice, ki pač ubijajo. In se mi je kar film vrtel in itak sem bil tam dol v enih uličicah, kjer ni žive duše in glih takrat motoristi z 2 osebami, kot so recimo teli, ki gre zdaj mim. In glej, kva boš pa naredil? A veš, ti tam fukne nož ven, pištolo, dej, jaz pa od kamera, telefon, denarnica, glih unota gledam pasoš, shit, tako da ja, zdaj smo ven iz hudega, gremo proti temu avtobusu, pa še v Napoli pogledat. Kva pa vidiš tam gor? Ja, argentinsko zastavo, Napoli zastavo, Maradono, ne? Maradona je igral za Napoli in z njim so bili svetovni prvaki.
Pa tako gledam vso to situacijo s temi avtomobili pa to. Pa kje bojo oni do 2,35 vsa električna vozila imeli? Pa čo baš tlej odpad jebote? Ok, tu pa tam kakšen avto dober, a večina to sve krševi. Ok, mogoče so malo boljši od Bosne, ampak vse skupaj je tako čudno. A veš, taki sumljivci, gled to. In to, kar smo bili dol, stari, ojoj. Ustro se živ. Ja, in dejansko to z električnimi vozili 2,35, pa to je taka utopija. Brez zdaj razmišlja, še mi ne bomo mogli. Kaj šele tukaj? Se vidi res, da je jug proti severu zelo nerazvit. To je vse razfukan, stari. To moraš priti, da vidiš. Ne morem jaz tebi niti pokazati, niti posneti, kako je tukaj dol. To ni nič porezan, pokošen, zrihtan. Ne, to je pač vse divje. Smeti vse posod. Njih boli briga, gledaj to štange, to se razpada. Res, oni živijo, oni se ne sekirajo za sitnice, kvaj kje je razfukan, kvaj kje ni razfukan. In gledaj, mogoče smo pa tudi mi malo preveč zategneni s tem, da morajo vse biti tipi-topi. Evo, folk, prišli smo v Napoli. Tole je en grad njihov, bom napisal spodaj, ker se ne spomnim. Skratka, tukaj je kaos. Kar se tiče prometa, ne ve se niko pije, niko plača. Zdaj gremo pogledati tale grad, oziroma malo, da vidimo, kako je to. To je od enega kralja baje. To je pa tudi vse, kar bomo videli v eni urci, ker pol itak moramo jeti nazaj. Bom pa probal tja skočiti še na vrh, tam je ena ulica baje, kjer se ful prodajajo stvari. Je pa Napoli kar, kako bi rekel, zanimiv mest. Sem pa gledal na Netflixu en film o njemu, kakšen let nazaj, tako da si ga poglejte, piše naslov tle in gremo pogledati, kako je not. Skratka, noč so zidine, ni kje baš za videti, tako da to smo čeknali, gremo naprej. Wow, lej si tole, kjera mogočna streha, narejena ne vem iz kolikšnih stekel. Sam kolikor so Italijani vajeni delati oziroma preverjati, če to kaj tesni oziroma drži. Vprašanje časa, kdaj se je to zvrnilo. Tole je ludnica. Tukaj odmeva, kada je, ne vem, 1000 mravelj noter. Ampak vice dejansko, da so ljudje veseli, da je Napoli dobesedno v tej grupi med prvimi, če ni prvi. Jaz baš nekaj ne sledim futbalu, ampak kakor slišamo od drugih, da je kar pestro in ljudje se veselijo, da bi po tolikih letih spet bili prvaki oziroma da bodo prvaki. Zdaj pa vstopamo v, kaj bi rekel, gledaj to. Pa tu kar stojijo, pa je sladoled. To je ta sladoled, gremo na en hud sladoled. Aha, piše propala, gledaj koliko folka stoji noter in čaka. Ni šans, gledaj, to je vse vrsta za sladoled. Rade vole bi ga probal, sam vidim, da ga ne bomo dobili. Teli pure Italijani prodajajo različne italijanske izdelke, tako da je kar pestro. Tam so dresi, gledaj. Gremo si pogledati, koliko so kje dresi. Napoli. Opa, sorry. Quanto costa? 10 euro. 10? 10 euro, 10. My size. What's the size? M. No, M no, L. L. Ali L meni velika? L. Ok. 10 euro, bomo kupili Maradoni Napoli. Maradona, legenda. Babica lepo upakirala. Grazie, gremo naprej. Čakaj, če so pa jaz že tle, ne? Kot pravi Napoli, zdaj bojo pa mislili, da sem njihov. Evo mi je prav. Lej. Gremo. Tako je pač v Neaplu, a ne? Tukaj se pač tako živi. Se govori glasno in noben te ne gleda čuden tako, kot pri nas. In ponad se pizdijo name, zakaj se ti tako dereš? Gledaj, tukaj se lahko derem. In kako se ti kaj zdi? Kot da sem v Argentini. A
kaos, full folka, posod Maradona. Ja. Res. Ona se sploh ne more tega navaditi, tega vrveža. Se veš, tako kot v Sloveniji, pa Slovenci so bolj zaprti. No, nehi slovensko, ti bo, si tudi ti rojen v Sloveniji, origi slovensko, karkoli misliš, da nisi. Ja. Ampak tole je kaos, poglej to. Dej, obrni kamero, poglej, kakšen kaos. Vse vidijo tudi za nami. Folka je še pa još. Fora je v tem, da sem jaz že tako živ, zato pa je toliko ljudi, ki me spremlja, ker sem živ, ne zato, ker sem tih in zaprt. A je tako? Je tako. Se pravi, to je najbolj nakupovalna ulica v Napoliju, ki je divja, živa, ne glede na dan, uro, čas. Tukaj je non-stop tako, kakor vidite. In dejansko je fajn. Tipični način pogovora med Italijani. Pa bi radi probali kos napeljske pice. Ajde vidimo, kako izgleda noter. No, to sem probal. Najbolj popularna je pa margarita, se pravi, to je testo, sir pa kečap. No, ne daj bože kečap, to so te paradižniki. Halo. Uno mozzarella. Dai fratello, forza Napoli! Maradona. Non ho capito. Maradona chi? Napoli chi? Maradona, forza. Glej, moraš se znajti, ti imaš kaj. Za 3 evrčke smo dali za ne vem kva. Forza, evo, Forza 750 Honda. Ajde, kva je tole, glej. Bog ne ve, kva sem naročil, glej. Nijem pojma, kva je to. Ne ugriznem, upam, da ni zveč. Makaroni so noter, človek. Makaroni s pohani. S sirom. Dobre. Ma forse anche qui. A si to, kako o njej govori in ko ona njemu nazaj govori, še bolj. Prede si sam kimajo, kaj policaj, tukaj pa en drug mu takole. Bi radi videli malo kaosa. Ne zna se niko pije, niko plača. Glej to. Glej to, samo guraj se. Glejo, stara žena vozi, a moja mat doma prav ne mere se. Glej. Glej to. To je